Danes je v Ljubljani potekala konferenca HELPS. O čem ste se pogovarjali? Konferenca oziroma delavnica ali workshop je bil reden sestank držav udeleženk v projektu, ki mu po slovensko rečemo takole, izboljšanje bivalnih razmer za starejše in ranljive skupine prebivalstva v okviru izbranih srednjeevropskih držav. Te države so Poljska, Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška in Slovenija. Delo smo si razdelili, mi imamo med njimi mogoče nekaj bolj posebnega, pomembnega in sicer moramo narediti svetovalnico za starejše uporabnike nekih storitev, ki so glavne svetovalne, ki bi jim pomagali urediti bivanje na domu, pa tudi kakšno zamenjavo ali pa prilagajanje bivalne enote, če jo imajo v kjerkoli obliki potrebam, ki so že določene ali pa ki jih lahko pričakujejo. Ampak temeljno vprašanje je pa, ali cilj, da bi skušali narediti čim več alternativnih oblik bivanja, to se pravi tudi, da bi spravili ljudi, starejše, da živijo mogoče v skupnih gospodinstvih ali pa v nekih skupinskih zadevah, kot se zdaj v resoluciji napisano. A imamo kakšne primere v Sloveniji? Ja, eden je že danes opisan v Dnevniku, recimo, in tako dalje, ki ni seveda naša zasluga, delamo na tem. Takih gospodinstv, ki so velika in ki so pravzaprav, lahko bi rekel, nenormalno velika ali pa zelo velika, pa niso institucionalna, to niso domovi, pa niso komune, je po zadnjem popisu v Sloveniji okrog 4000. Definicija tazga gospodinstva je, da skupaj živijo najmanj 2 družini, in pa seveda tudi vsaj ena tuja oseba. In to je Statistični urad popisal leta 2011. In kakšen naj bi bil pravzaprav praktični namen tega projekta? Praktični namen je tale, da so ljudje prvič osamljeni, da nimajo vedno dovolj denarja, da imajo včasih prevelike bivalne enote. In če pridejo skupaj ta pravi, ki se razumejo, in ki imajo neke skupne življenjske pa civilizacijske navade, si lahko razdelijo poleg prostora tudi seveda stroške. Znana stvar je, da človek, če je sam precej stane, če sta 2 manj in tako dalje. Vi ste tukaj v tem projektu strokovni vodja. Da. In kaj ste ugotovili v Sloveniji, recimo kaj je značilno za Slovenijo, poleg tega, da ste ugotovili, da živijo ljudje osamljeno v prevelikih stanovanjih. Kako naj bi se povezovali, na kakšne praktične načine naj bi izboljšali kvaliteto življenja? Praktični načini so predvsem taki, da človek, ki misli, da se hoče izboljšati, mora tudi kaj sam narediti. Prvič se mora obveščati, potem se mora družiti. Imamo razne oblike v pokojenskih društvih, potem pa v raznih dnevnih centrih, centrih dnevne aktivnosti, potem so druga društva. Ti moraš imeti najprej nekaj prijateljev, da boš vedel, kaj se dogaja, potem pa lahko skupaj pridete z nekim projektom ali idejo, pa bomo pomagali. In na kakšne težave ste naleteli? Težave so v glavnem v tem, da se ljudje zelo dobro in veliko obveščajo, da se pa zelo težko odločajo. To sicer ni naša težava, ampak je bolj njihova, mi bi pa radi videli kakšen uspeh. In kaj bi sporočil našim upokojencem in starejšim ljudem? Jaz bi rekel tole, starejšim ljudem in upokojencem je treba povedati eno stvar, naredite načrt ali program svojega življenja, kako boste živeli malo pred pokojnino, pa potem za pokojom, kako si boste to organizirali. Ne boste imeli več otrok, če jih imate, boste imeli mogoče preveliko stanovanje, mogoče predaleč, ali se bi preselili. To je treba razmišljati in računati in se o tem pogovarjati.